Živijo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Evo, ravno smo zaključili z meditativno, zvočno, glasbeno, plesno meditacijo skupino Šambala. In tukaj je ena gospa prinesla take čudovite slike čakr, zato sem se odločila, da bom kar tukaj naredila navdihe, dokler sem še priklopljena. Tako da, jaz sem Anca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In poglejmo, kaj nam angeli pripravljajo za teden, ki je pred nami. Prva karta je kraljica zemlje. Kraljica zemlje nas spodbuja, da si vzamemo čas za ljudi okrog sebe, da uporabljamo veliko sočutja, ko se pogovarjamo z ljudmi in da v bistvu to sočutje izhaja iz nas. Kraljica zemlje je tista, ki je topla, ki izraža toplino, se pravi, kako lahko k ljudem pristopimo v tem tednu na topel, ljubeč in sočuten način. In v tem notri se skrivajo tudi priložnosti, čist oprijemljive priložnosti, ki nam jih potem te ljudje pokažejo in odkrijejo. Naslednja karta je petica ognja. Petica ognja nas opozarja, da lahko pa zelo hitro pridemo v navzkrižje tudi z drugimi. Tako da bomo videli, kaj bo naslednja karta, ampak tisto občutek, ki ga dobim, je, da če bomo pristopili k ljudem na ta topel, sočuten način, bomo lahko zmanjšali tiste konflikte, ki nastanejo, oziroma tiste nasprotujoče energije, ki se pojavijo lahko v odnosih. Odnosi bojo v tem tednu zelo pomembni, kako pristopamo k ljudem, kaj se z njimi pogovarjamo, kako jih poslušamo, da jih res slišimo. In pa še tretja karta, devetica ognja. Devetica ognja je pa tista karta, ki nam govori o tem, da moramo biti iskreni sami do sebe in do drugih in da moramo verjeti vase in svoje sposobnosti. Se pravi, ko pridemo v navzkrižje z drugimi, ko se energije začnejo prepletati, ko so si nasprotujoče, moramo vedeti, kaj je za nas tisto, kar je res, kaj tukaj noter čutimo, da je tista naša prava resnica, tista naša notranja moč in se moramo pogumno postaviti za tisto, kar prihaja. Tako da zelo velike energije, ki pa jo bo pomagala prizemljiti ta sočutna, topla energija, ko bomo vstopili v komunikacijo z ljudmi. Tako da to bi bilo to za ta teden. Jaz vam želim obilo čudovitih, lepih odnosov in da kadar pridete v konflikt z drugimi, da kadar pridete v nasprotje z drugimi, da se ustavite, vdihnete, greste v svoje srce in začutite, kje je tisti vaš prostor, znotraj katerega se lahko izraste na en sočuten način. Lepo se imejte in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau. Vi kar pospravljite, mene nič ne motite. Tudi če podamo? Ja, glej. Evo, koliko so fantje pridni. Vse so že ta čas pospravili, ko sem se jaz z angeli pogovarjala. To so pa te, ta konkretni zemeljski. Imamo hitro postavke, da se vodi 10 minut, ne se stvari. No, te čudovite slike čakr, ki ste jih videli vzadaj za mano, je pa narisala tale simpatična gospodična. Tako da, kaj še delate? Vi ste? Jaz sem Bronja Kokelj in se ljubiteljsko ukvarjam z risanjem in z barvanjem mandal. 19. in 20. marca bomo imeli najboljšo možno energetsko podporo za avtentični vikend, ki je pred nami. In sicer takrat je tudi
spomladansko je enakonočje. Tako da marca pridejo tudi zelo močne energije, tako da nas bojo na tem transformacijskem vikendu podprli. In namen oziroma poudarek tega vikenda je na avtentičnem partnerstvu. In seveda zato, da pridemo sploh do tega, moramo najprej mi postati avtentični in se zavedati svoje energije, se zavedati svoje multidimenzionalnosti in na ta način potem lažje vstopamo v odnose in razumemo tudi razlike med moško in žensko energijo. Tako da, če se še niste prijavili, se dajte, danes je še zadnji dan, ko dobite še čisto posebna darilca zraven. Povezavo imate na linku spodaj. Jutri pa imam poseben webinar ob 8. zvečer, ki bo šel v živo na temo tudi avtentičnosti. Tako da, če želite vedeti, kaj to sploh je avtentičnost, kakšno je avtentično partnerstvo in pa kakšna je tista moja izkušnja, ki me je do vsega tega pripeljala, ste vabljeni, da se jutri ob 20. priklopite na vibracijo, ki jo bomo ustvarjali na tem spletnem webinarju. Tako da se vidimo in čau, čau!